Nasilje v družini, informacije o postopku na policiji. Na policiji ugotavljamo, da nasilje v družini zavzema precejšen del našega delovanja. Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini. Zato želimo predstaviti svoje delo na tem področju, namenjeno žrtvam nasilja v družini in ljudem, ki jim želijo pomagati. Nasilje v družini in zanemarjanje mladoletne osebe sta kaznivi dejanji. Kaznivi dejanji, ki ju v okviru družine obravnava policija, sta nasilje v družini po 191. členu Kazenskega zakonika, kadar je oškodovanec polnoletna oseba, ter zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. členu Kazenskega zakonika, kadar je oškodovanec mlajši od 18 let. Kaznivo dejanje, nasilje v družini, 191. člen. Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela, ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do 5 let. Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v kakšni drugi trajnejši življenjski skupnosti. Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s katero je storilec živel v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec kaznuje z zaporom do 3 let. Kaznivo dejanje, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, 192. člen. Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do mladoletne osebe, se kaznuje z zaporom do 3 let. Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili mladoletno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njeni starosti, ali k opuščanju dela, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do 5 let. Opozorilo. Informacije o postopku na policiji ob nasilju v družini, ki sledijo v nadaljevanju, so informativne in ne morejo nadomestiti pravno ustreznih določb slovenske zakonodaje. Sestavljene so v želji približati vsem ljudem celovitost dela na področju nasilja v družini ter z namenom dati ustrezne in objektivne informacije žrtvam nasilja v družini, pa tudi vsem tistim, ki bi jim radi pomagali, pa morda niso vedeli kako. Prijava nasilja v družini. Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo: žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije, zdravniki, terapevti, psihiatri in drugi, po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne osebe. Vložiti jo je mogoče kadarkoli,
ne le tedaj, ko se žrtev odloči za razvezo. Osebna prijava na policiji. Prijava se vloži na najbližji policijski postaji, na kateri bodo policisti začeli obravnavo. Mogoče jo je vložiti tudi na državnem tožilstvu, ki prijavo največkrat odstopi policiji, z zahtevo, da preveri navedbe v njej. Če se prijava vloži na državnem tožilstvu, jo bo policija obravnavala, šele ko jo bo prejela od državnega tožilstva. Ob vložitvi prijave ima lahko žrtev ob sebi tudi zaupno osebo, spremljevalec žrtve, kot oporo v postopkih z uradnimi ustanovami. O prijavi se sestavi uradni zapis. Največkrat je to zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe. Če policija pri svojem delu sama zazna, da je bilo storjeno tako kaznivo dejanje, o tem sestavi samostojni uradni zapis, uradni zaznamek. Če dejanje naznani otrok, se sestavi enak zapis. Prijava se lahko vloži tudi po pošti. Policisti bodo opravili dodaten pogovor s prijaviteljem. Prek spleta je mogoče podati anonimno e-prijavo, vendar predlagamo, da se za to možnost odločite le izjemoma. Takih prijav ne moremo šteti za nujne, ampak le kot informacijo, na podlagi katere je pogosto onemogočeno učinkovito ukrepanje zaradi nesodelovanja udeleženih. Ko gre za otroke žrtve nasilja, ostanite anonimni le v skrajnih primerih. Pomembno je, da vsakdo, ki se odloči vložiti prijavo in sodeluje v nadaljnjih postopkih, postane glas otroka, glas žrtve nasilja. Tako pokaže, da zmore pomagati, da se njegov glas sliši in doseže svoj namen. Njegovo dejanje je izrednega pomena za nadaljnji razplet primera, zaščita žrtve. Vsi smo odgovorni za sočloveka. Kaj vas bodo vprašali o prijavi? Kaj vse je ob nasilju v družini za policiste pomembno? Zagotovo sta za policiste najpomembnejši varnost in zaščita žrtve. Policisti lahko sprejmejo različne ukrepe, da žrtev obvarujejo pred nasiljem, vendar za to potrebujejo čim kakovostnejše informacije o oblikah nasilja nad vami, času in kraju, kjer se to nasilje dogaja, informacije o ljudeh, ki karkoli vedo o nasilju, morebitne zdravniške izvide in fotografije poškodb. Če imate vidne poškodbe, lahko ob vašem soglasju posnetke naredi policist oziroma policistka. Razne zapise o izrečenih grožnjah v pismih, e-pošti, SMS sporočilih. Če imate otroke, bo policiste zanimalo, kako vaši otroci doživljajo nasilje doma in kako se je morebiti spremenilo njihovo vedenje, ter kakšne poškodbe ste opazili pri njih. Za policista je pomembno tudi vaše počutje ob takem nasilju, ter kdaj, kako in v čem se je odnos povzročitelja nasilja spremenil do vseh družinskih članov. Pomembno, v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, ali v drugih primerih, ko je potrebna intervencija policije, pa ne odlašajte in pokličite intervencijsko številko policije 113. Policijska prepoved približevanja. V nujnih primerih, ko gre za nasilje v družini, policija samostojno izreče prepoved približevanja, da zagotovi varnost žrtvi in prepreči nadaljnje nasilje. O izrečenem ukrepu obvesti tudi Center za socialno delo. Če se kršitelj ne sme približati tudi vzgojno-izobraževalnemu zavodu, ki ga obiskuje otrok ali mladoletnik, policija seznani tudi vodstvo zavoda s trajanjem ukrepa prepovedi in drugimi podatki, pomembnimi za zaščito otroka ali mladoletnika.
Dobro je vedeti. Izrekanje ukrepa prepovedi približevanja je samostojna odločitev policista v konkretnem primeru nasilja v družini. Zanjo policija ne sprejema vlog. Ukrep prepovedi približevanja policist izreče ustno, nato pa v 6 urah izda pisno odredbo. Prvi izrek prepovedi velja skupno 48 ur. Zakonitost in pravilnost izrečenega ukrepa samodejno preveri tudi preiskovalni sodnik, sodišče, ter o svoji odločitvi izda posebno odločbo. Če izrečeni ukrep policije potrdi, običajno podaljša njegovo veljavnost na skupno 10 dni od prve ustne prepovedi policista. Žrtev nasilja lahko najpozneje 3 dni pred iztekom veljavnosti izrečenega ukrepa pri istem sodišču, sodniku, predlaga podaljšanje veljavnosti tega ukrepa. Predloži dokazila o svoji ogroženosti, na primer izjave, SMS sporočila, pisma, navedbe o kršitvah tega ukrepa in podobno. Sodišče presodi predlog žrtve in lahko veljavnost ukrepa potrdi, običajno podaljša njegovo veljavnost na skupno 60 dni. Ukrep prepovedi približevanja, ki ga izreče policija, zajema tudi določitev razdalje do kraja, ki je kršitelj ne sme namerno preseči. Razdalja do 200 metrov glede na kraj, kjer je žrtev. Kot kraj se določi kraj, kjer žrtev stanuje, dela, se izobražuje, je v varstvu ali se vsakodnevno giblje. Policijska prepoved približevanja zajema še prepoved nadlegovanja žrtve po komunikacijskih sredstvih. Ob izreku tega ukrepa mora kršitelj takoj zapustiti kraj bivanja, policistom pa izročiti tudi ključe prebivališča, v katerem živi skupaj z žrtvijo. Ob neupoštevanju odredbe policisti kršitelja odstranijo s kraja. Policija lahko kadarkoli opravi nadzor nad spoštovanjem pravil o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja. Ob morebitnih kršitvah tega ukrepa izreče globo od 300 do 800 evrov. Policisti smejo kršitelja, ki kljub izrečeni globi zaradi kršitve prepovedi približevanja ponovno krši odrejeno prepoved, pridržati do največ 12 ur. Policijsko spremstvo žrtve nasilja v družini. Policistom so poznani primeri, ko žrtev sama ali z otroki zbeži od doma, nato pa se zateče k sorodnikom, znancem ali v varno hišo. Takrat običajno za sabo pusti osebne stvari, ki so zanjo in za otroke pomembne. V takšnih primerih se pogosto zastavlja vprašanje, kako naj žrtev ali vsaj njeni otroci pridejo do teh stvari. Ali je upravičena do policijskega spremstva? Odgovor je da. Na njeno prošnjo bodo policisti žrtev spremljali do stanovanja, da bo lahko vzela osebne stvari, ki jih nujno potrebuje. Enako velja tudi za nujne stvari njenih otrok. Policija lahko ob izkazanem interesu žrtve vstopi v stanovanje, saj je naloga policije tudi takrat zagotavljati varnost življenja in zdravja ljudi ter njihovega premoženja. Drugih ljudi, razen žrtve, policija v teh primerih ne spremlja in jim tudi ne omogoča vstopa v stanovanje. Predlagamo, da se s tako prošnjo osebno oglasite na najbližji policijski postaji, glede na kraj prebivanja, kjer bi želeli vzeti nujne osebne stvari. Sodišče. Varovalni, zaščitni ukrepi. Po zakonu o preprečevanju nasilja v družini lahko žrtev nasilja sama sodišču predlaga izrek varovalnih, zaščitnih ukrepov, tudi prepoved približevanja. Sodišča jih izrekajo tudi z veljavnostjo do 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za še dodatnih 12 mesecev. Dobro je vedeti,
Take predloge sodišča obravnavajo prednostno, zato priporočamo uporabo tudi teh možnosti. Dejavnosti policije ob vloženi prijavi nasilja v družini. Ob vloženi prijavi nasilja v družini policija izvaja vrsto različnih ukrepov, vendar je ukrepanje odvisno od vsakega primera posebej. Poleg zaščitnih in varovalnih ukrepov policije so zelo pomembna naslednja opravila policistov, namenjena zbiranju informacij in dokazil o nasilnih dogodkih. Spraševanje žrtve o nasilju. Čas, kraj in opis posameznih nasilnih dogodkov, njenem doživljanju nasilja, tudi o njenih potrebah v nadaljnjem postopku. Spraševanje o družinski dinamiki, opis skupnega življenja, medsebojni odnosi in podobno. Pridobivanje informacij o ljudeh, ki kaj vedo o nasilju v družini oziroma nad žrtvijo, nad otroki, njihove pripovedi o nasilnih dogodkih in pogovori z njimi. Zbiranje materialnih dokazov in opravljanje ogledov prebivališč. Izvajanje hišnih in osebnih preiskav, zasegi različnih predmetov, s katerimi je bilo storjeno nasilno kaznivo dejanje, fotografiranje vidnih telesnih poškodb ob soglasju žrtve, pridobivanje podatkov o zdravniški pomoči žrtvi, o telesnih poškodbah in duševni stiski. Omejitev gibanja, prijetje osumljenca in policijsko pridržanje do največ 48 ur. Izrek policijske prepovedi približevanja. Fotografiranje osumljenca, odvzem njegovih prstnih odtisov in vzorca sline za DNK analizo. Policijsko zaslišanje osumljenca. Vložitev kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja. V hujših primerih tudi privedba osumljenca pred preiskovalnega sodnika, ki odloča o nadaljnjem postopku in lahko zoper njega odredi pripor. Policisti smejo storilcu kaznivega dejanja odvzeti prostost, če je podan vsaj še en dodatni pogoj za pripor storilca, tako imenovani priporni razlog. Begosumnost, razlogi, da bi storilec pobegnil in se skušal izogniti postopku. Sum, da bo uničil dokaze o kaznivem dejanju ali vplival na priče. Nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, da bi dokončal kaznivo dejanje ali pa storil novo. Sodelovanje z drugimi ustanovami. O prijavi nasilja v družini, spolni zlorabi otrok oziroma ob zaznavi, da je ogrožen otrok, mladoletnik ali oseba, ki je odvzeta poslovna sposobnost, policija obvesti Center za socialno delo, ki lahko uvede lasten postopek v skladu s svojimi pristojnostmi. Centri za socialno delo sklicujejo timske sestanke, ki se jih zaradi pomoči žrtvi in zbiranja dokazil o nasilju v družini udeležijo policisti. Policija sodeluje še z zdravstvenimi službami, svetovalnimi centri, terapevtskimi ustanovami, vzgojno-izobraževalnimi zavodi, šole, vrtci, nevladnimi organizacijami, državnim tožilstvom, upravnimi enotami in drugimi, ki lahko žrtvi kakorkoli pomagajo. Kaj lahko kot žrtev nasilja v družini naredim sam oziroma sama? Lahko poiščete podporo pri bližnjih, ožji in širši družini, svojcih, sorodnikih, sosedih, sodelavcih, znancih in drugih, ter jim poveste, kaj se vam dogaja ali kaj se vam je zgodilo, prosite jih za pomoč in sodelovanje v uradnih postopkih. Obrnite se na nevladne organizacije po pomoč ali nasvet, še posebej, če nimate nikogar, s komer bi se lahko pogovorili o svoji stiski.
Njihova pomoč in nasvet sta brezplačna. Nevladne organizacije vam lahko pomagajo tudi pri iskanju varnega prostora. Njihovi predstavniki vas lahko spremljajo na uradne ustanove in vam lahko pomagajo tudi kako drugače. V vseh postopkih imate pravico do zagovornika in pravico ob sebi imeti spremljevalca, ki si ga sami izberete. Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladostna oseba, podobne skrbi pri obravnavanju nasilja in zagotavljanju pomoči pa so deležni starejši, invalidi in osebe, ki niso sposobne skrbeti zase. Sodišču lahko predlagate različne ukrepe, ki jih omogoča Zakon o preprečevanju nasilja v družini, na primer, da sodišče na vaš predlog povzročitelju nasilja prepove vstopiti v stanovanje, hišo ali prostor, kjer živite, prepove zadrževati se v bližini stanovanja, hiše ali prostora, kjer živite, prepove zadrževati se na krajih, kjer ste običajno in se jim približevati, delovno mesto, šola, vrtec, drugod. Prepove kakršnokoli navezovanje stikov z vami ali otroki žrtve, vključno s sredstvi za komuniciranje na daljavo. Prepove vsakršno srečanje z vami oziroma otroki žrtve. Določi prepustitev stanovanja v skupni uporabi. Določi, da vam prepusti v izključno uporabo stanovanje, v katerem skupaj živita oziroma sta živela. Na sodišču lahko vložite vlogo za pridobitev brezplačne pravne pomoči. Sodišče obravnava zadeve prednostno, postopek je nujen, javnost je izključena. V sodnem postopku lahko predlagate tudi druge omejitve in prepovedi, na primer prepoved medijskega izpostavljanja vaših otrok, določitev začasne ureditve stikov z obema od staršev, prepoved izdaje oziroma vročitve osebnih dokumentov drugemu od staršev in podobno. O izrečenih sodnih odločitvah obvestite tudi druge ustanove, ki vodijo posamezne postopke, policija, Center za socialno delo, državno tožilstvo. Predlagamo, da sodelujete z uradnimi osebami v vseh nadaljnjih postopkih. Če potrebujete dodatne informacije in pojasnila, se obrnite neposredno na pristojne osebe, ki obravnavajo vaš primer, na primer na policista, socialnega delavca. Če z delom policista niste zadovoljni, se obrnite neposredno nanj in predstavite razloge za svoje morebitno nezadovoljstvo. Lahko se obrnete tudi neposredno na policistovega vodjo. Če menite, da naj bi policist z dejanjem ali njegovo opustitvijo pri opravljanju policijskih nalog kršil vaše človekove pravice ali temeljne svoboščine, imate možnost vložiti pritožbo zoper delo policista v 45 dneh. Pogosto zastavljena vprašanja žrtev nasilja v družini. V nadaljevanju so odgovori na vprašanja, ki si jih pogosto zastavljajo žrtve in njihovi spremljevalci. Prvič, kako poteka pogovor z žrtvijo nasilja v družini na policiji? Prvi, kratek, uvodni pogovor bo opravil dežurni policist, ki bo na podlagi osnovnih informacij določil, kateri policist se vam bo, žrtvi, podrobneje posvetil in se pogovoril z vami. Običajno so to policisti, ki že imajo izkušnje z delom, povezanim z nasiljem v družini. Z vami se bo pogovarjal praviloma en policist v pisarni na policijski postaji. Verjetno bo pogovor za vas naporen, zato lahko poveste, da želite najprej povedati vse, kar vas teži, o tem, kar ste se namenili povedati. Prosite tudi za morebiten odmor, kozarec vode, odhod na stranišče in podobno. Policista lahko vprašate tudi za njegovo osebno ime. Pomembno je, da ga seznanite s svojimi potrebami ali željami.
Policist vas bo poslušal, si vašo pripoved zapisal v rokovnik ali na računalnik, zagotovo bo o posameznih stvareh tudi dodatno povprašal. Nasilje v družini se zelo dotika zasebnega, intimnega oziroma družinskega življenja, zato je pomembno, da veste, da vas utegne policist vprašati tudi o podrobnostih iz vašega življenja, o življenju otrok, zdravju, načinu bivanja, počutju, predkaznovanosti, boleznih, družinski anamnezi, spolnosti, zlorabi moči v družini in drugo. Priporočljivo je, da imate tudi kakšen zapis o stvareh, o katerih želite spregovoriti s policistom. Dobite lahko tudi izvod zapisnika, če je bil ta napisan neposredno v vaši navzočnosti, podpišete ga oba, policist in vi. Pogovor z žrtvijo bo vodil policist v prostoru, ki bo največkrat ločen od drugih prostorov, da se boste lahko v miru pogovorila. Žrtev lahko prosi, da se z njo pogovori policistka, praviloma se tej želji ugodi. Policist vam bo med pogovorom dal tudi nasvete. V dvomih, ali ste vse razumeli pravilno, lahko ponovno vprašate. Predlagamo, da si navodila policista zapišete. Če tega ne zmorete, vam lahko posamezne stvari zapiše policist. Lahko se zgodi, da bo policist po prijavi žrtev še kdaj poklical in jo kaj vprašal. Pomembno je, da ste pripravljeni sodelovati. Drugič, kaj pa, če ne razumem slovensko oziroma imam težave s sporazumevanjem? Kaj pa, če sem gluh ali gluha? Kaj pa, če se to zgodi po noči, v nedeljo ali na praznik? Policist se bo trudil razumeti, morda vam bo zato zastavil nekoliko več vprašanj. Policisti lahko v takih primerih obvestijo prevajalca oziroma tolmača, ki bo nato sodeloval neposredno ob naznanitvi kaznivega dejanja. Prevajalec oziroma tolmač bo na naš klic prišel kadarkoli in kamorkoli v Sloveniji, ter bo sodeloval v našem postopku. Vsi prevajalci in tolmači so zavezani molčečnosti. To pomeni, da vse, kar bodo izvedeli, zadržijo zase in ne smejo povedati nikomur. Žrtev nima nobenih stroškov s prevajalcem oziroma tolmačem, ki ga je k sodelovanju pozvala policija. Tretjič, ali imam kot žrtev kakšne pravice v postopku na policiji? Imate. Teh pravic je kar nekaj. Kot žrtev imate pravico do seznanitve s potekom in svojo vlogo v policijski preiskavi, do prejema izvoda zapisnika o svoji neposredno vloženi prijavi kaznivega dejanja, pravico, da lahko ob ovadbi vložite tudi predlog za uveljavitev premoženjsko-pravnega zahtevka zoper povzročitelja nasilja, odškodnina, pravico do pritožbe, uporabe svojega jezika oziroma jezika, ki ga razumete, pravico do posebne odškodnine države za naklepna in nasilna dejanja, biti morate državljan ali državljanka Evropske unije in kraj dejanja v Evropski uniji. Imate tudi pravico do pravne pomoči pooblaščenca, pravico zagotoviti si pomoč in podporo zaupne osebe, ki vas lahko spremlja v teh postopkih, pravico, da ste seznanjeni z možnostmi, ki so vam na voljo, na primer mogoči ukrepi po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, ter obstojem vladnih in nevladnih ustanov, ki zagotavljajo pomoč in podporo žrtvam nasilja in kriminalitete, pa tudi z oblikami tovrstne pomoči in podpore. Imate pravico zahtevati prejem pisnega obvestila o začetku in koncu policijske preiskave kaznivega dejanja, pa tudi to, da navedete, kam naj se vam ta obvestila pošljejo. Ob vsem tem pa tudi, da se z vami ravna dostojno in spoštljivo. Četrtič,
Kaj pa, če pokličem policiste sredi noči ali na praznik? Bodo sploh prišli? Kaj pa, če imajo drugo pomembnejše delo? Policisti bodo prijavo sprejeli kadarkoli. Vaše življenje je dragoceno in pomembno, zato se bodo odzvali na vsak vaš klic in temu namenili potreben čas. 5. Kakšne dokaze moram predložiti policiji? Kaj moram narediti? O nasilju dokaze izbira policija. Nam pa lahko pomagate s čim več informacijami o nasilnih dogodkih. Ne samo ob zadnjem nasilnem dogodku, ampak tudi o podobnih dogodkih v preteklosti. Pomembno je, da nam predstavite svojo zgodbo, na kateri bo temeljil vaš primer. Policisti bodo, kot že rečeno, zapisali vaše navedbe, nato še z dopolnilnimi vprašanji iskali odgovore, ki bodo tudi smernice za pridobitev novih dokazov in njihovo zavarovanje. Če menite, da je neki predmet, zapis, SMS sporočilo, dokaz, nas seznanite z njimi in presodili bomo njegovo uporabno vrednost v vašem primeru. Enako velja, če poznate koga, ki kaj ve o nasilju nad vami. Seznanite nas s tem. Pomembno je, da nam podrobno razložite svojo zgodbo in da ste pripravljeni sodelovati z nami, saj vam bomo lahko le tako ustrezno pomagali. 6. In če ne grem k zdravniku? Nad menoj se je fizično izživljal družinski član oziroma me udaril. Imam vidne poškodbe, vendar nočem k zdravniku na pregled. Je kaj narobe, če se tako odločim? Če ste polnoletni, gre za vašo svobodno odločitev, ali boste odšli na pregled k zdravniku ali ne. Pri otrocih je zdravniška pomoč načeloma nujna. Zagotovo je za policiste zdravniški izvid ob nasilju v družini izredno pomemben pri dokazovanju nasilja. Policisti priporočamo obisk pri zdravniku, lahko pa se vam utegne zdravstveno stanje tudi poslabšati, če bi šlo na primer za udarce v glavo, pretres možganov, zlom obraznih kosti, nezavest. Ob tem pa so pomembne tudi fotografije telesnih poškodb, ki ste jih dobili. Fotografske posnetke lahko ob vašem soglasju naredijo tudi policisti. 7. Kdaj bo za mojo prijavo izvedel storilec? Za vašo prijavo bo storilec izvedel med policijsko preiskavo, praviloma ob koncu preiskave. Ker bo storilec izvedel zanjo, je zato priporočljivo, da se za vas izdela tako imenovani varnostni načrt. Lahko vam ga pomagajo izdelati na Centru za socialno delo ali pa strokovne delavke nevladnih organizacij. 8. Kam bodo policisti poslali mojo prijavo? Prijava bo skupaj z zbranimi dokazi, informacijami in opisanimi ukrepi, ki jih je izvedla policija, predložena v nadaljnjo presojo in odločitev državnemu tožilcu na okrožno državno tožilstvo. Če bodo policisti ugotovili, da iz prijave izhaja prekršek, bodo zanj kršitelju predpisali globo. 9. Če se še kaj spomnim, pa se mi zdi to pomembno in tega nisem povedal oziroma povedala o prijavi, ali lahko dopolnim svojo prijavo? Kako naj to naredim? Seveda. Predlagamo, da pokličete policista, ki obravnava vaš primer in mu nova dejstva sporočite. Če morebiti ni dosegljiv, je odsoten, ni v službi, mu pošljite pismo, ki ga naslovite na njegovo policijsko postajo. Predlagamo, da kot naslovnika navedete neposredno policijsko postajo, v pismu pa poleg novih informacij napišite tudi ime in priimek policista, ki vaš primer že obravnava. Tako bodo vaše nove informacije dosegle naslovnika oziroma imele ustrezen učinek.
Če je vaša informacija nujna in ste zaradi tega ogroženi, takoj pokličite 113. 10. Kdo mi lahko ali pa mora dati informacije o poteku postopka? Če primer v tistem trenutku vodi policija, mora ustrezne informacije dati policist. Če je policija vaš primer že odstopila v nadaljnje reševanje državnemu tožilcu, potem sme informacije o tem dati tožilstvo. Policija napoti prosilca za informacije k tožilcu. Če pa že poteka sodni postopek, je za pojasnila pristojno sodišče. 11. Kaj pomeni odpoved pričanju? Do mene je bil nasilen družinski član. O tem nasilju se je začel sodni postopek. Na sodišču so me seznanili s pravico do odpovedi pričanju proti nasilnemu družinskemu članu. Kaj to pomeni? To je tako imenovani institut privilegirane priče, saj nihče ni dolžan pričati zoper svoje družinske člane in ožje sorodnike. Res pa je, da je zelo otežen nadaljnji sodni postopek, če žrtev na sodišču pove, da ne želi pričati, torej se odpove pričanju. Sodni postopek se lahko konča z oprostitvijo storilca vseh obtožb nasilja nad družinskimi člani. To storilcev ne ustavi, nasilni so še naprej ali nasilje celo stopnjujejo do najhujše mogoče posledice, hude poškodbe, umor. Dokazov iz ustavljenega postopka policisti ne moremo ponovno uporabiti. 12. Kakšna je razlika med kazensko ovadbo in poročilom, ki ju sestavi policija in ju pošlje na državno tožilstvo? Kazenska ovadba pomeni, da so policisti s preverjanjem navedb iz prijave zbrali toliko dokazov, da so z določeno stopnjo suma potrdili obstoj storjenega kaznivega dejanja. Poročilo pa je opis nekega dogodka, ki pa nujno ne pomeni, da je bilo storjeno kaznivo dejanje oziroma ni bilo dovolj ustreznih dokazov, s katerimi bi potrdili storitev kaznivega dejanja. Toda državni tožilec lahko od policije zahteva, da ta opravi še dodatne poizvedbe in tako dopolni prvotno poročilo. Vsak opis dogodka, ne glede na to, ali je opisan kot kazenska ovadba ali kot poročilo, državni tožilec šteje za prejem kazenske ovadbe in se nato o nadaljnjem postopku v vsakem konkretnem primeru posebej odloči. 13. Zanima me, ali lahko umaknem svojo prijavo, ki sem jo vložil oziroma vložila na policiji. Kaj se zgodi, če umaknem prijavo? Umik prijave na policiji lahko pomeni ustavitev celotne preiskave kaznivega dejanja v vašem primeru. Vse informacije in dokazi, ki so jih policisti do vašega umika prijave zbrali, se ob morebitnem ponovnem nasilju nad vami ne bodo smeli nikoli več uporabiti, če so bili že predstavljeni v sodnem postopku. Umik prijave o nasilju odsvetujemo, ne glede na to, da je umik prijave vaša osebna odločitev, na katero ne sme nihče vplivati. Če resnično želite umakniti prijavo za kaznivo dejanje, ki ste jo vložili na policiji, zadostuje vaša izjava na policijski postaji. Izjavo lahko posredujete tudi pisno. Če je policija že zaključila s preiskavo kaznivega dejanja, morate o tem obvestiti okrožno državno tožilstvo, ki sedaj obravnava vaš primer. Posebej vas opozarjamo, da vam bo sodišče zaračunalo stroške postopka, če boste umaknili prijavo, potem ko se je postopek na sodišču že začel, glavna obravnava. Stroškov vam sodišče ne bo zaračunalo, če bo obdolženi, povzročitelj nasilja, izjavil, da bo on poravnal te stroške. Posebna pravica. Odškodnina države za žrtve nasilnih dejanj. To je posebna pravica do odškodnine, ki jo po posebnem postopku
priznava država žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in njihovim svojcem. Pomembno je, da ima upravičenec slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav članic Evropske unije in da je bilo nad žrtvijo storjeno nasilno naklepno dejanje. To dejanje se je zgodilo na slovenskem ozemlju ter je bilo kakorkoli naznanjeno in obravnavano kot kaznivo dejanje. Ko žrtev na policiji naznani tako nasilno dejanje, lahko zahteva, da se ji izda potrdilo o zaznavi oziroma naznanitvi kaznivega dejanja. Policist v tako potrdilo vpiše osebne podatke žrtve, čas prijave, kratek opis dejanja, policijsko enoto, ki obravnava primer, in opravilno številko primera. Upravičenec vloži zahtevo za priznanje odškodnine skupaj s potrdilom policije in drugimi dokazili pri Ministrstvu za pravosodje, Zupančičeva ulica 3, Ljubljana. Nasilje v družini prizadene tudi otroke. Ali ste vedeli, da je Državni zbor oktobra 2016 potrdil spremembe zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki vpeljujejo ničelno toleranco do nasilja v družini, vključno do telesnega kaznovanja otrok? Morda mislite, da je otrokom vseeno in da niso zaskrbljeni, kadar se starši doma pretepajo. Morda ocenjujete, da bodo otroci hitro pozabili, kar so videli, pretepeno mamo ali starša, ki kričita in vpijeta drug na drugega. Toda otroci ne pozabijo. Raziskave so pokazale, da otroci zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, zato potrebujejo pomoč, da prebolijo, se ponovno najdejo. Veliko otrok je prepričanih, da so tudi sami delno krivi, oziroma da so odgovorni za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini. Vendar pa krivda ni nikoli otrokova. Nasilje v družini in zanemarjanje mladoletne osebe sta kaznivi dejanji. Nekatere posledice pri otrocih zaradi nasilja v družini. Med takojšnjimi učinki so pri dojenčkih nemirno spanje, počasnejši razvoj, zaspanost, zanemarjena zunanjost, prestrašeno odzivanje na močnejše glasove. Pri predšolskih otrocih pogostejša obolevnost, izredna sramežljivost, premalo samospoštovanja, agresivnost, grizenje, težave v predšolskem varstvu. Pri šoloobveznih otrocih pogostejša obolevnost, pretepaštvo, kraje, laganje, nočne more, prehrambene težave, ponavljajoče samopoškodbe, slab učni uspeh, občutek lastnega perfekcionizma, alkohol, mamila. Dolgotrajnejše posledice. Otroci prevzamejo enak način vedenja, kot so ga imeli starši. To velja še posebej za fante. Fantje pogosto postanejo sovražni do žensk v svoji bližini, kasneje lahko celo zlorabljajo lastne otroke. Deklice sprejmejo vlogo žrtve s spremljajočimi občutki nemoči ali pa same zlorabljajo svoje otroke. Če je pomoč nujna, pokličite policijo. Sporočilo o zlorabi otroka ni tožarjenje, tudi ni ovajanje. Otroci imajo pravico do mirnega in srečnega življenja. Dolžnost staršev je, da jim pomagamo, kadar potrebujejo pomoč. To pa je tudi dolžnost drugih odraslih, če starši trenutno ne zmorejo tega. Zlorabljanje otrok prizadene celotno družbo in ne samo otroka in njegove družine. Zato ni dovolj, da ste nasilje opazili.
Nasilje je treba tudi prijaviti, le tako ga lahko ustavimo. Pokličite policijo.